Z rojaki Slovenci po vsem svetu. Utrip njihovega vsakdanjega življenja spoznavamo v oddaji Brezmejno. Si oddaje Brezmejno pošiljam lep pozdrav na daljni vzhod v Tokio, Vesni Bukovec. Pravijo konnichiwa njihom. Ali je to dober pozdrav, Vesna, takole za začetek najnega klepeta, ko je pri nas jutro, dopoldne, pri vas pa že krepko popoldne? Aha, ja, konnichiwa in lep pozdrav v Slovenijo in hvala za povabilo. Takole, vi ste na lektoratu Univerze v Tokio, posebej se imenuje oziroma oddelek. Bi nam hoteli, Vesna, najprej povedati, katera univerza je to oziroma na kateri univerzi deluje naš lektorat v sklopu, seveda gre za Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, ne? Tako je. Ja, naša univerza se imenuje Tokyo University of Foreign Studies in na kratko je to TUFS. V slovenščini oziroma v druge jezike pa se to prevaja kot Tokijska univerza za mednarodne študije. Je pa oddelek, v bistvu spadamo po oddelek za ruske in vzhodnoevropske študije. Imamo pa predstojnico, profesorico Komiko Kanazashi, ki pa tudi govori slovensko, se je učila slovenščine, drugače pa tukaj poučuje češčino. Gre za seveda tečaje, tudi redne predmete, morda nam to opišete, je to izbirni predmet, je to fakultativni predmet slovenščina, ali je tudi to redni študij na tej univerzi? Ok, pa mogoče, če se malo vrnem na same Ja. začetke, ne. Tukaj je bila prva učiteljica slovenščine, gospa Jelislava Setna oziroma Biba, ki je začela s poučevanjem na Tokijski univerzi za mednarodne študije, potem pa leta 2018 sta Univerza v Ljubljani in TUFS podpisala sporazum in takrat je na Japonsko prišla lektorica Meta Klinar, ki pa je tukaj ostala eno leto. In 2019 pa sem prišla na njeno mesto jaz. In takrat je bilo na začetku res malo študentov in slovenščina je bila vedno kot izbirni predmet, a ne. Ker pa so imeli študenti željo, da bi se slovenščine še učili na višjih stopnjah, sem takrat potem pred leti tudi akreditirala nove predmete. In zdaj si lahko študenti izberejo med slovenščino za popolne začetnike, za nadaljevalce, izpopolnjevalce, praktično slovenščino in slovensko kulturo v evropskem kontekstu. Tako da poučujem 6 rednih predmetov in pa v okviru večernega tečaja Open Academy poučujem še 2 tečaja, za začetnike in nadaljevalce ali začetnike, popolne začetnike, to pa prilagajamo glede na semester, glede na potrebe študentov. Kar veliko dela, veliko zaposlenosti, Vesna. Kakšni pa so pravzaprav razlogi Japoncev ali tisti, ki so na univerzi, da se bi učili slovenski jezik? Je to, kaj jaz vem, morda že poslovno gledano vnaprej, da bi morda kdaj poslovali ali pa delovali v Sloveniji ali na tej relaciji, ali pravzaprav razlogi so tako daleč stran od Slovenije, kar verjetno potem tehtni, da to sprejmejo? Ja, zdaj redni študenti, na začetku sem imela kar nekaj študentov, ki so si slovenščino izbrali zaradi glavnega jezika. Torej oni pač imajo nek glavni jezik, ki ga študirajo, bodisi češčina, poljščina, nemščina ali kateri drugi jezik. In potem si lahko šele v drugem letniku izberejo izbirni predmet slovenščino. In na začetku so bili njihovi razlogi v bistvu, ker je bil to nek drug slovanski jezik, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da letos pa imam študente, ki nimajo nobene veze s slovanskimi jeziki in so verjetno tako, študirajo, ne vem, arabščino, indonezijščino in tako, čisto nekaj drugega, ampak verjetno jih je Slovenija oziroma slovenščina pritegnila kot nek eksotični jezik, nekaj drugačnega, ne. Kar se pa tiče tečajnikov, bom pa rekla tako, da veliko tečajnikov ima neke povezave s Slovenijo. Bodisi imajo partnerja, partnerko Slovenca, potem, ne vem, so bili na izmenjavi v Sloveniji ali so Slovenijo samo obiskali in se v njo zaljubili. Potem pa tudi mogoče naši športniki, imamo oboževalce Pogačarja, Rogliča,
pa tudi slovenska glasba, Joker Out in slovensko narodno zabavna glasba. Tako da so različni razlogi, zakaj se odločajo za učenje slovenščine, zakaj želijo tudi nadaljevati. In naj povem, da v tem času, odkar tukaj poučujem, nisem imela študentov samo Japoncev, ampak tudi študente iz Brazilije, potem Filipinov, Mongolije, Amerike, študentko iz New Yorka, pa tudi iz Turčije, Švice, Grčije. To pa so študenti, ki pridejo sem na izmenjavo. Za eno leto pa se odločijo, da bi radi malo bolj spoznali slovenščino oziroma Slovenijo. Mhm. Vesna, rekli ste v začetku, ko ste bili, ni bilo pretiranega zanimanja, ne? Zdaj pa to pravite, iz leta v leto je, čedalje je več. Ste zadovoljni s vpisom na slovenski jezik, bova rekla v navednicah? Ja, res je. Na začetku, mislim, logično, šele odprl se je lektorat, bilo je posebno nekaj novega. Potem pa ja, veliko sem delala na promociji, iskreno povedano, in delam še zdaj. Takrat smo, če lahko pokažem, smo skupaj študenti malo oblikovali tak plakat, ki sem jih izobesila po fakulteti. Ker pa so to mladi ljudje, stari 19-20 let, moraš potem malo tudi pristop spremeniti in smo skupaj študenti naredili Instagram račun, smo odprli Instagram račun, kjer pa kar redno objavljam neke novosti v Sloveniji ali pa v slovenščini in tako naprej. To se pravi, da skušam skozi Instagram tudi promovirati naš jezik in ne samo jezik, ampak tudi Slovenijo kot državo. No, to sem mislil dejati. Zdaj, če se še ostava pri poučevanju, ne, predznanja nekakšnega ni brško nevestna slovenskega. Začetek od novega, ne, čisto prve besede, kot se jih učimo, ne vem, nekje, nek drug jezik, ne, kot da bi se mi v Sloveniji učili, zvem, filipinščino, ne, se pravi čisto od črke A naprej, ne. Ja, tako je. Nekega predznanja ni, ampak bom rekla, da tisti, ki pa poznajo nek drug slovanski jezik, Ja. ne vem, poljščino, češčino, ruščino, jim gre vse skupaj res lažje. Tako da začnemo ja, z osnovami, slovenska abeceda, številke, glagol biti in tako naprej. Ampak bom rekla, da so japonski študenti zelo pridni. In hitro osvojijo slovnico, kje pa imajo težave, so pa predvsem izgovorjava črke R, in bolj izgovarja kot L, ima tukaj recimo je težava, pa tudi besedišče. Besedišče se jim zdi zelo težko in zdi se jim, da ni povezano z neko angleščino, francoščino ali s katerimkoli drugim jezikom. Opažam pa pri študentih res to, da so mogoče malo drugačni, ker so zadržani. Vedno, ko jih nekaj vprašam, ko je pač potreben odgovor ja ali ne, oni rečejo mogoče. In potem rečem, ne bodite japonski, povejte ja ali ne, a ne. Pa tudi vidim, da je res želja, da se čim več naučijo, sploh pa, da izkoristijo zdaj ta čas na fakulteti, a ne, da pridobijo čim več znanja. To pomeni, da tudi, če oni nimajo pač ne potrebujejo kreditnih točk, bojo vseeno obiskovali predmet, se bojo trudili, ker želijo čim več znanja odnesti iz fakultete, ker potem, ko enkrat začnejo delati, vejo, da bojo zelo zasedeni in po konec. Ja, bojo usmerjeni samo v tisto, kar bojo pač potem počeli po univerzi, po fakulteti. Mene Vesna kot laika seveda preseneča ta R. Jaz bi rekel, da imajo mogoče kakšnimi šumniki, sičniki težave, ne? S tem mogoče prej, pa verjetno zopet trije spoli, ne, pa dvojina še slovenska. To je za nekatere kar preglavica. No, pa pustimo, soočate se pač s tem in na nek način rešujete. Ste pa, Vesna, rekli, da seveda zraven tega delate, promovirate eno drugo. Kaj se pravzaprav znotraj lektorata še dogaja? Verjetno kakšna znanstvena, strokovna predavanja, spoznavanje predstavitev slovenske kulture, kot ste rekli, splošno, ne samo jezik, ne, in verjetno tu tudi, če je možnost, povabite še koga, pa seveda sodelovanje z veleposlaništvom, sodelovanje z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, ne.
Ja, ja, tako je. Torej, moja naloga tukaj ni samo poučevanje in promocija, ampak tudi organizacija raznih dogodkov, tako kot ste rekli, v sodelovanju z veleposlaništvom in pa društvom. Tukaj imamo društvo Slovenian Japanese Friendship Group. In v bistvu vodja te skupine je gospa Biba Setna, ki sem jo omenila prej. Torej prva učiteljica in ki je poučevala tudi profesorico Kumiko Kanazashi. Torej ona je vodja te skupine, drugače pa bom tako rekla, v večini teh dogodkov organiziram sama in k sodelovanju povabim društvo ali veleposlaništvo. Mhm. Zdaj, dogodki so, res je, večinoma dogodkov poteka prek Zooma, prek spleta. Sploh zaradi te razdalje, a ne, in finančnih zmožnosti. Smo res malo bolj oddaljeni elektorat, ampak se trudim, da predstavimo, ne vem, jezik, kulturo, torej da dobijo čim širšo sliko, ne samo v jeziku, ampak tudi pač v sami državi. Pa mogoče, če se ozrem nazaj, recimo dogodke, ki smo jih organizirali, kateri so mogoče malo bolj izstopali, Ja. bi omenila v času pandemije. Sem povabila Ditko. Z njo sem imela intervju v slovenščini, potem pa je kolegica oziroma prijateljica Nina Habjan Višla-Real, ki živi tukaj že 7 let, prevajala cel intervju. Ditka je zapela nekaj pesmi, tako da to je bil en tak lep Zoom dogodek, Zoom koncert. Potem pa leta 2023 sem organizirala simpozij slovenskega jezika in kulture v sodelovanju z veleposlaništvom. Takrat pa smo povabili Japonce, ki se ukvarjajo s slovenskim jezikom. Tukaj je bil tudi povabljen profesor Andrej Bekeš iz japonologije in profesor Kumiko Kanazashi. Nekaj malega so predstavili tudi moji študenti, recimo Ivanu Tavčarju in tako naprej, naših avtorjih. Pa tudi Mirjam Čukmuiši, ona nam je pa pomagala pri prevajanju pesmi, tako da so predstavili tudi poezijo. Ja, v bistvu potem en tak večji dogodek je bil tudi lansko leto, ko sem povabila harmonikarja Anžeta. Če koga zanima karkoli več, mu lahko sledi na YouTube kanalu Happy Accordion. V bistvu on je Anzaj Hajme in profesor Bekeš mu je dal vzdevek Anže. In midva sva se pred leti spoznala na veleposlaništvu, ker je vsako leto vedno igral slovenske pesmi, obleče se v slovensko narodno nošo. Celo. Zelo lepo, res. In lani sem ga povabila, da je študentom predstavil narodno nošo, slovensko glasbo in skupaj smo zapeli tudi Čebelarja v Dolini Tihi. Študenti so pa takrat lahko poskusili slovensko vino, ki ga je prispevalo veleposlaništvo, in pa Pergerjeve dobrote, torej medenjake, bonbone. Torej na tak način pač poskušam malo približati to našo slovensko tradicijo tudi študentom. Lepo. Torej, na tistih srečanjih je tudi nekaj naše kulinarike, kot ste rekli, malo da pokažete, kaj Slovenija ima. Sicer drugače pa ste bolj verjetno, Vesna, takole na lastno kuhinjo na Japonskem osredotočeni, kajti bržkone dvomim, da bi v Tokiu bila kakšna slovenska restavracija s slovensko hrano. Ne, tega res ni. Ampak se gospa Biba Setna trudi vsako leto, a ne, da organizira martinovanje, na katerega pa so povabljeni moji študenti, kjer lahko poskusijo vino in pa tudi, rečva tako, slovensko hrano. Je pa drugače v Kyotu, ima Slovenec restavracijo Pikapolonco, tam pa naj bi bila slovenska hrana. Drugače pa ja, na takšen način jim poskušam približati to slovensko tradicijo, a so to neke kuharske delavnice, ki jih organiziramo. Zdaj naslednji teden imamo sicer malo zamudo, slovenski tradicionalni zajtrk, potem to martinovanje, ali pa včasih kdaj iz Slovenije prinesem kakšne dobrote. Torej na tak način, da malo spoznajo tudi to. Bravo. Vesna, zdaj pa, koliko je pa približno tak Slovencev, pa če se družite v tem velemestu, recimo?
Zdaj nekega Društvo pravega. verjetno nekaj se priključi, ne, temu društvu, ki ste ga omenili, ne? Ja, zdaj nekega pravega podatka, koliko naj bi bilo Slovencev v Tokiu, ni, približno tam okrog 100. Mhm. Seveda pa z nekaterimi smo se bolj povezali, tiste pa jaz tudi malo izkoristim in včasih povabim na fakulteto, da malo predstavijo svojo perspektivo Japonske, Slovenije, tudi zakaj, kako to, da so prišli na Japonsko. In pa recimo, če so študenti tukaj na izmenjavi, tudi njih povabim k pouku, da mogoče predstavi življenje študenta, kako je biti študent v Sloveniji in kako na Japonskem. Drugače pa ja, večinoma, bom rekla, prostega časa, kadar ga imam, se dobim s Slovenci. In iskreno povedano, ni lepšega, kot pa govoriti slovensko sredi 12-13 milijonskega mesta in to ti pogreje res dušo in srce. Gotovo. Zdaj takole, Tokio je seveda velemesto, središče vzhodnega dela sveta. Veliko tega je, rekli ste, v prostem času se radi srečujete s Slovenci. Vesna, kaj pa tako drugače? Razpolaga verjetno, vem, ima veliko narodnih parkov, samo mesto, veliko teh parkov, v kateri so tudi muzeji, tako da združiš en sprehod, recimo se nadihaš morda tudi boljšega zraka, čeprav Tokio slovi, da je čisto in zelo sveže mesto, kot se temu reče, ne. Muzeji, galerije, gledališča, opere, zahajate kaj v te kulturne hrame? Ja, torej moj prosti čas ponavadi res izkoristim za druženje, ker tu na Japonskem to je malo drugače. Ni tako, kot ti pokličeš prijatelja, imaš jutri čas, greva na kavo, Greva, tu se ja. dogovarjaš 14 dni vnaprej, a ne, ker so vsi tako zasedeni. Tako da potem si mora splanirati vikende za druženje in to ni druženje, mogoče da greš res samo na kavo, ampak greš potem še na kosilo ali pa kot ste rekli v park. Sama zelo rada zahajam v te parke, ker so čudoviti, veliki, res najdeš tisti mir med tem celotnim kaosom, ki je mogoče v glavnem delu Shinjuku, Shibuya. Drugače pa večinoma časa, če lahko izkoristim čas in pobegnem iz Tokija, kamorkoli drugam, da malo raziščem še Japonsko. Obiščem kakšne templje, svetišča, ker to mi je zelo blizu. Potem pa ja, kot ste omenili, izkoristim kakšno priložnost. Torej, prejšnji teden sem bila na koncertu japonskega pianista in slovenskega filharmoničnega orkestra, ki je gostoval tukaj. Lansko leto je bila tukaj odbojkarska reprezentanca Slovenije in sem si ogledala v živo 2 tekmi. Drugače pa me res veseli, mogoče malo tudi zahajam v shopping, torej po nakupih, res si rada ogledujem te njihove produkte in kaj pač ponujajo. Vesna, jaz še nisem bil v Tokiu. Če pridem, pa vas pobaram, povprašam, kaj bi mi od znamenitosti priporočali, da si ogledam. Kaj bi mi vi, z vašega vidika, ne tisto, kar piše v turističnih vodnikih, rekli, to pa se z mojega vidika splača in je vredno ogleda. Ja, zdaj mogoče bom tako. Tokio je 12 do 13 milijonsko mesto, je največje mesto na svetu, a ne? In na eni strani nam ponuja, bom rekla, futurizem, visoki nebotičniki, sodobna tehnologija, a ne? Po drugi strani pa kar je kontrast, a ne? Svetišča, templji, ljudje so oblečeni še vedno v tradicionalna oblačila, torej kimono. In recimo tu se vidi ta kontrast in to že, ko vsak, ko pride v Tokio, prvo mora to začutiti. Zdaj, kaj si ogledati? Meni osebno recimo zelo všeč ulica Harajuku, tam je ta subkultura Lolite, res rada zahajam v te svetišča, templje, ampak ne te tipično turistične. Zdaj pa, če predlagam, a ne, kje bi si lahko ogledal Tokio z vrha, je to sigurno Shibuya Sky, kjer je celotni razgled na Tokio. To mi je bilo najbolj všeč. Ampak tukaj je tudi ogromno točk, kjer pa so brezplačne, a ne, da si lahko ogledaš neke znamenitosti. Pa Vesna bolj vas, treba. ja, Vesna vas poiščem, ne? Če bom
zašel, če me bo pot prinesla tako daleč, da mi razkažete takole z prve roke in seveda v slovenskem jeziku. Povedali ste nekaj že prej, treba je načrtovati, srečanja načrtovati. Kakšen je tempo življenja v Tokiu? Bistveno hitrejši, kot je v Sloveniji, ki še znamo vikende izkoristiti, pa praznike, pa smo več z družino skupaj, kot je recimo tam na Daljnem vzhodu v enem takem velem mestu. Bržkone je tempo bistveno večji in hitrejši. In tudi Ja, bolj utrujajoč, ne nazadnje. tako, zelo stresno. Sploh ljudje, recimo tisti, ki delajo, a ne, kot prvo naj pojasnim, da tu so ogromne razdalje. Torej, znotraj Tokija so manjša mesta, najbolj znana so Shinjuku ali Shibuya, a ne, in ljudje se vsakodnevno vozijo v službo, včasih 2 uri do 3 ure, potem njihov delovnik je od 9, ne vem, do pol 6 zvečer, spet v naslednjo domov 2 uri na vlaku. Tako da na vlaku vidiš ljudi, ki so res utrujeni, izčrpani. Tu je vse odprto za vikende, torej sobota, nedelja, so vsi nakupovalni centri odprti. Kako pa oni preživljajo prosti čas? Večinoma tako, da se družijo v restavracijah, v nekih barih, imajo piknike v parkih, zato ker pri Japoncih velja to, da oni ne povabijo prijateljev domov, tako kot pri nas, a ne, na kavo ali pa na obisk, ampak se oni družijo zunaj. Mhm. Torej, čist drugačen tempo, čist drugačno življenje, tako za navadne, bom rekla, te ljudi, in kot tudi za študente oziroma otroke. Družina ostaja zaprta, ostaja neki tabu, ne? Nimaš vstopa v intimnost naše družine, kar je po eni strani tudi prav, ne nazadnje, to je edino praktično ostaja. Povedali ste še nekaj o tradiciji, kimono in podobne stvari, ne? Še se vidijo kje kakšne gejše, bržkone šole za samorajev, pa menda več ni, ne? Tiste, ki bi v Sloveniji zanimalo, da bi morda postali samuraji na Japonskem, ali pa še kje so, kdo ve, ne? V kakšnih oddaljenih svetiščih. Mogoče tega res ne vem, ampak mislim, res ne vem, tega pa ne bi vedela. Dobro, pa to tudi malo potem odrezala. Ja. Ja, Vesna, takole za konec, pozdrav vsem v japonščini, saj ne vem, kako se reče, nasvidenje pa hvala lepa. Kako bom ponovil, no? Ja, oni v bistvu ne rečejo nasvidenje, a ne, ampak rečejo arigato gozaimasu, kar pomeni hvala in se vedno priklonijo. Arigato gozaimasu. Mhm. Vesna, torej, vidim, da energije je polno, zavzeta učiteljica slovenskega jezika, podajate tudi kulturo, ni to ozka neka stvar, ampak zelo široka, predvsem na Japonskem, da tudi spoznavajo kulturo, literaturo, običaje, kulinariko, folkloro in tako naprej. Ne nazadnje tudi Anže bo našim gledalcem malce zaigral, da bodo videli tole. Zatorej se vam zahvaljujem tudi s enim priklonom, arigato, da ste bili z nami. Hvala. Če pridete kaj za praznike domov, daleč je, ne zahajate verjetno pogosto v Slovenijo. Prihajam domov. Zdaj vsako leto imamo tudi obvezno izobraževanje v Ljubljani, tako da decembra sem v Ljubljani 22. in 23. In potem tudi poleti pridem domov. Tako da kar 2-krat na leto in to je super. To je super. Vesna, hvala za tale pogovor. Pozdrav na Hvala. Japonsko in seveda lepe in mirne, blagoslovljene božično-novoletne praznike vam želim tudi tja, Hvala. daleč v Tokio na Japonsko. Hvala enako. Arigato gozaimasu.